Smučarska zveza Slovenije je skupaj z Nordijskim društvom Medvode organizirala državno prvenstvo v tekaških rolkah. Gre za poletno tekmovanje smučarjev tekačev, ki so se ga udeležili najboljši iz vse Slovenije, med njimi pa so v igrah za medalje tekmovali tudi Medvoščani. Danes je del državnega prvenstva, jutri se to nadaljuje z tekom na Sorco, se pravi, to bo gorska preizkušnja. Smo veseli, da smo to lahko tudi organizirali Medvode. Seveda smo mogli zato tudi zapreti del cestišča. Je pa tudi na temu udeležba vseh najboljših tekmovalcev iz Slovenije, se pravi, tudi vsi reprezentanci so tukaj prisotni, tako da lahko vidite tudi naše najboljše tekače. Moram pa tudi povedati, se pohvaliti, da so tudi naši tekmovalci medvoški, tudi v igrah za medalje. Seveda pa smo veseli, da ima tudi veliko število mladih tekmovalcev na teh dečkih kategorijah, mlajših pa starejših dečkov in deklic. Tekmovali pa niso v posamičnih kategorijah po starosti, ampak absolutno, kar pomeni, da niso bili razdeljeni po starosti. Tako je Medvoščan Jaka Berdajs, ki je državni podprvak, v svoji kategoriji U16 tekmoval s precej starejšimi od sebe. Ja, danes je bilo kar vroče, zato je bilo kar težko, pa malo drugače, ko sem tekmoval proti starejšim, kot ponavad. Drugače pa je tudi dobra izkušnja, da se na takih ravninskih trasah včasih starejšimi probamo pomeriti. Pa ti je boljš, da se tako starejšimi, ti predstavlja to večji izziv, so kakšni drugači, te je bolj strah tako? Ja, malo več treme imaš, je pa fino, ker je več konkurence, pa lahko tudi z drugimi tekmuješ starejšimi, ker bomo pač kasneje tekmovali z njimi, kakor kdaj, ne. Pomembno je, da imajo tekmovalci razvite hitre mišice, so eksplozivni in vzdržljivi. Vsi te tekmovalci smo smučarji tekači v prvi vrsti, to jim je pač v poletnih mesecih so rolke del njihovih priprav, seveda se ukvarjajo tudi z drugi športi, ampak rolke so najboljši približek smučarskemu teku. To, kar je pa danes, je pa šprinterska preizkušnja, ki je pa v bistvu bolj tukaj se pride do izraza eksplozivnost, seveda pa tudi vzdržljivost, ker tekmovalci štartajo najprej v kvalifikacijah, se pravi, morajo preteči 1200 metrov, se uvrstiti med prvih 20, potem ima pa še izločilne teke, najprej četrtfinale, polfinale in finale, tako da tudi najboljši tekač preteče kar precej, ni samo, to ni klasičen šprint, ki ga imamo v atletki na 100 metrov, ampak je tudi distanca na koncu kar velika. Tekmovalci so obvezno uporabljali rolke Smučarske zveze Slovenije, da so imeli vsi enake pogoje. Kaj sodi v njihovo opremo, smo vprašali Jureta Petka, trenerja NŠD Medvode. Tekač rabi imeti, zdaj trenutno smo na tekaških rolkah, tako da tekaške rolke, to so pač ena taka dila, pa dva koleščka, podoben karoljanje, samo da so pač daljše stvari, potem tekaške palce, tekaški čevlji, zdaj poleti pač moramo imeti še čelado, po zimi se pa to vse spremeni, pa imamo pač namest rolk smučke, drugače pa vse isto. V Nordijskem športnem društvu Medvode pa so veseli, da so po skoraj 10 letih organizirali poletno državno tekmovanje. Smo pa ful veseli, da je organizacija spet tukaj pri nas, sploh državno prvenstvo. Imamo pa tudi po zimi tekme na našem tekaškem stadionu, oziroma če ne gre, jih v Planici izvedemo, tiste pa izvajamo v bistvu na vsaki 2 leti. Nejc Brudar, smučarski tekač in pomočnik glavnega trenerja slovenske tekaške reprezentance, pa pravi, da Medvoščani veliko obetajo. Če pogledamo kot klub, jaz mislim, da zelo dobro delajo, imajo veliko podmladka. Sicer res je, da v članski ekipi trenutno ni nobenega, ampak v prihodnjih letih, če bojo nadaljevali s tem tempom, verjamem, da bomo še marsikaj slišali o medvoških tekačih. Zala Zupan že 12 let trenira v NŠD Medvode, po zimi pa se je udeležila mladinskih olimpijskih iger v Južni Koreji. Zelo je bilo fajn, zelo sem zrihtan, pa tako kot tak vibe je bil prav kot olimpijske igre, vse je bilo tako čisto isto in je bilo res lepo. V čem pa se razlikuje tekmovanje po zimi na snegu in poleti na betonu? V bistvu se malo še forma razlikuje, tako nisi še čist unih intervalov, pa to nisi še čist na vrhuncu, pa tako pač smučke so daljše, pa malo je razlike tako v odrivu, pa to, kar so zdaj na koleščkih. Tekmo je izvedlo Nordijsko športno društvo Medvode skupaj z organizatorjem Smučarsko zvezo Slovenije.
Pri izvedbi pa jim je pomagala tudi občina Medvode in drugi. Občina Medvode nam je tukaj kar precej pomagala, da smo lahko sploh zaprli to cesto, dala nam je dovoljenje, urejanje proge, se pravi tudi ta prometna signalizacija, ki je potrebna, da se uredi skladu s pravili. Potem Zavod za šport nam pomaga tudi z opremo, ki jo uporabljamo se pravi na sami pri zapori ceste. Potem pa tudi vsa podjetja medvoška, ki so tudi naši sponzorji, ki jih imamo tudi tukaj objavljene, da lahko sploh tak projekt izvedemo, seveda pa da naši tekmovalci lahko sploh trenirajo. Ne. Zmagovalca tokratne absolutne tekme sta bila Vili Čaru in Anja Mandelc, ki nam je zaupala svoj recept za zmago. Jaz mislim, da moraš biti sam sproščen, pa potrpežljiv, predvsem, ker je res dolga tekma. Zaupati si moraš in imeti nek svoj plan v glavi in samo temu slediti. In nič se stresirati, nič paničariti, samo iti. V nedeljo pa so državno prvenstvo nadaljevali na Suriški planini, kjer so si mesto državnega prvaka prislužili Jaka Marinko, Zala Zupan, Jaka Berdajs in Hanna Kuralt.